V Štorah bodo zgradili novo športno dvorano. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v četrtek premiera Ljudomrznika. Košarkarice Cinkarne Celje žanjejo uspehe tudi pri mlajših starostnih kategorijah. Peter Novak je naslednik Sebastjana Oblaka. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v današnji informativni oddaji Dogodki dneva. V Štorah načrtujejo gradnjo moderne športne dvorane. V njej bo 2300 kvadratnih metrov prostora. Ob gradnji nove bodo porušili obstoječo šolsko telovadnico in tako zagotovili tudi energetsko ustreznejši športni objekt. V Štorah bodo torej dobili novo moderno športno dvorano. Idejna zasnova za okoli 2300 kvadratnih metrov veliko dvorano, ki jo bodo zgradili ob osnovni šoli na Lipi, je že narejena. Idejna zasnova je narejena, prav tako pa tudi izbran projektant za projektirane športne dvorane. Res je, v občini Štori imamo 3 male telovadnice, 2 v osnovni šoli in pa ena, ki je bila v lasti srednje strojne šole. Vse 3 telovadnice dejansko ne izpolnjujejo pogojev za igranje ne košarke, ne rokometa. Edino, kar je, ena od telovadnic ima pogoje za igranje odbojke normalnih dimenzij. In dejansko tudi vzdrževanje vseh teh 3 telovadnic je neko breme občine in želja velika je, da v bistvu v tem mandatu oziroma v letu 2021 zgradimo to športno dvorano. V Štorah so investicijo težko pričakovali, saj bodo tako z njo v občini končno dobili ustrezne prostore za telovadbo učencev in delovanje športnih društev. Dvorana pa bo primerna tudi za kulturne in druge večje prireditve. Za investicijo je narejena tudi že finančna konstrukcija. Ja, občina Štore smo že v letu 2018 se prijavili na razpis Ekosklada, seveda oddali nepopolno vlogo z projektom PGD-ja in pa PZI-ja bomo v bistvu in s pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobili pač te popolno vlogo, kjer pričakujemo, da bi lahko pridobili med 600 in 700 tisoč evrov sredstev. Seveda ostalo, ker nekako ocenjujemo, da bo pač izgradnja te dvorane stala cca, bomo rekel, 3 milijone evrov, seveda ali z kreditom ali z ostalimi vlaganji, v glavnem to je skrb za naslednji 2 leti. In kakšna je idejna zasnova dvorane? Ja, pri idejni zasnovi sem si nekako zamislil, da bi bilo prav, da upoštevamo neke korenine kraja. Ne? Zdaj v Štorah je nekako izhajajo iz premogovništva, nekje na Pečovju je bil ta rudnik premoga. In zato sem si nekako zamislil osnovno formo dvorane na ta način, da pač ta osnovni glavni kubus dvorane objame neka forma, ki spominja na rudo premoga. Sprav zato bi naj tudi materiali v tem delu bili uporabljeni kot neka mešanica črnih, sivih odtenkov. Ne? Glavni vhod je pa pobarvan v rdečo barvo, pa prekrit za neko mrežno strukturo v antracit črni barvi. Ta pa nekako asociira premog, ki gori nekako v tem smislu. Ne. Nova dvorana naj bi bila v Štorah zgrajena do konca leta 2021. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa se pripravljajo na premiero. Tokrat bodo uprizorili klasiko gledaliških odrov Molierovega Ljudomrznika. Komedijo, ki jo je režirala Nina Rajić-Kranjac, bodo premierno odigrali v četrtek zvečer. V SLG Celje sledijo svojemu poslanstvu, zato večkrat v redni program vključijo predstavo, ki se uvršča na seznam klasikov. Besedilo za Molierovega Ljudomrznika je nastalo leta 1666. Predstava, gledališčniki bodo odigrali prevod Josipa Vidmarja, pa je aktualna še danes. Vsi nestrpno pričakujemo četrtkov večer in našo novo premiero. Moram reči, da je vsa ekipa delala zelo zagnano skoraj 3 mesece in da smo v veselem pričakovanju. V celjskem gledališču ne igramo tako pogosto klasičnih tekstov, kot običajno druga gledališča, nacionalna recimo, to počnejo, ampak letos smo se odločili, da si bomo privoščili enega od ključnih Molierovih tekstov Ljudomrznik. Med številnimi komedijami, ki jih je Molière napisal, velja Ljudomrznik za verjetno najboljšo in
tudi najzahtevnejšo in tudi najzagonetnejšo njegovo igro. Zakaj? Zato, ker se pravzaprav ves čas sprehaja po dveh tirih, komičnem in tragičnem ali komičnem in dramskem. Nad ustvarjanjem nove predstave celjskih gledališčnikov je bdela mlada režiserka Nina Rajić-Kranjac, ki tokrat prvič gostuje v celjskem hramu kulture. Mislim, da je za nas bilo najbolj vznemirljivo v resnici tokom prebiranja teksta in kasneje uprizarjanja se dokopavati do nekih resnic ali pa pravih tonov ali pa pravih poant, ki jih tekst razpira. V tem seveda govorimo o neki dvoličnosti, ki si jo je že zelo dobro izpostavila. Mislim pa, da se v tem pri Molieru skriva ogromno humorja, a vendar tisti, ki pričakuje, da bo naletel na eno komedijo, ki bo ves čas ga hranila z nekim, kako bi rekla, pozitivnim pogledom na življenje, se bo malo razočaral. Mislim, da je Molière v bistvu stvar spisal že iz lastnega pravzaprav upora do časa, v katerem je živel. Se pravi, ta Alcestova figura je pravzaprav na nek način autobiografski portret, kjer v bistvu je avtor sam sabo razčiščeval določene pojme. Se pravi, bil je priljubljen tekstopisec pri kralju, a hkrati blati kralja znotraj igre. Gre za zelo zahtevno predstavo, ki je terjala dolgotrajno in poglobljeno pripravo, pravijo v gledališču, in hkrati obljubljajo, da gledalce ne bo pustila ravnodušne. V predstavi se bosta prvič na odru celjskega gledališča predstavila gostujoča igralca Nataša Keser in Nejc Cijangarlati. Igrajo pa še Blaž Dolenc, Aljoša Koltak, Tanja Potočnik, Lučka Počkaj in Damjan M. Trbovc. Če je Ljudomrznik bil večinokrat bran skozi Alcesta kot neko glavno figuro, je v resnici našo prizoritev na nek način hotela preusmeriti fokus na Selimeno, torej to žensko, to vdovo, v kateri se vsi zbirajo, ki jo igra Nataša Keser. Se pravi, da se v bistvu ta pogled, kdo je pravzaprav gonilo zgodbe in na koga ta Ljudomrznik pada, pod vprašanjem. Se pravi, ni nujno, da je to samo Alcest in v neki končni konsekvenci je pravzaprav Ljudomrznik vsak od teh ljudi, ki se v resnici pojavi na odru. V SLG Celje pa se ob premieri pripravljajo tudi na bližajoče se dneve komedije. Ti bodo Celje tudi letos spremenili v mesto smeha med 6. in 17. marcem. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v derbiju domačega državnega prvenstva v soboto gostovale pri kranjskem Triglavu. Srečanje proti Gorenkam bo za Celjanke zadnji test pred bržčas odločilnim dvobojem za uvrstitev na zaključni turnir Vaba lige proti Crveni zvezdi, ki bo v Celju gostovala v sredo 27. februarja. Mi se zelo dobro pripravljamo, se pravi, že na to tekmo. Pred nami je sicer še prej tekma državnega prvenstva, derbi z ekipo Triglava. Dejansko vemo, da je tekma s Triglavom dejansko praznik košarke v Sloveniji in verjamem, da bomo v prvi vrsti odigrali to tekmo tako kot smo odigrali zadnjo tekmo proti Beroju, kjer smo dejansko pokazali dvig forme in verjamem, da bomo prvo tekmo, se pravi, z njimi odigrali tako kot treba, potem pa priprava naprej na Crveno zvezdo, ki bo po vsej verjetnosti tudi ključna, se pravi, za uvrstitev na Final Four in vkolikor bomo odigrali tako, kot mi znamo, mislim, da rezultat ne more izostati. Z uvrstitvijo na zaključni turnir bi izpolnili enega od ciljev sezone. Se strinjam, jaz mislim, da po vseh velikemu številu tekem, ki smo jih imeli dejansko preteklo leto, predvsem v novembru in decembru, ko smo imeli še poleg tega Eurocup, jaz mislim, da smo prišli sedaj v situacijo, kjer imamo možnost se dobro pripraviti, se pravi, na vse nasprotnike in cilj pred sezono je bil uvrstitev na Final Four in mislim, da smo zelo, zelo blizu temu, da na koncu to uresničimo. Še pred obračunom s srbskimi prvakinjami pa se bodo Celjanke petič letos srečale z največjim domačim rivalom Triglavom. Celjanke so v letošnji sezoni Kranjčanke po dvakrat premagale v državnem prvenstvu in Vaba ligi. Definitivno so z Katarino Ristić dobili večjo širino, predvsem na poziciji playmakerja, ki je dejansko bila prej verjetno malo slabša situacija pri njih na tej poziciji, ampak
Kot vsako tekmo, jaz mislim, da je vse odvisno od nas. Odvisno je vse od naše energije, od naše priprave, koncentracije in jaz mislim, da vkolikor bomo mi odigrali tako, kot je treba, se nimamo koga bati. Poleg dobrih iger članske ekipe pa so v celjskem klubu zaenkrat zelo zadovoljni tudi z mlajšimi klubskimi selekcijami. Pionirska zasedba se je zadnji konec tedna v Zagrebu uspela uvrstiti na zaključni turnir v 15 vaba lige. Izjemno smo zadovoljni, to je dansko zgodovinski dosežek za U15 generacijo, pionirsko generacijo smo se uvrstili prvič v zgodovini kluba na finalni turnir Jadranske lige, kar je izjemen dosežek in dansko dokaz, da imamo v mlajših selekcijah v klubu izjemno nadobudne košarkarice, ki verjamem, da bojo v prihodnjih letih krasile tudi našo člansko ekipo. To je velik dosežek za vse njih, kajti zelo dobro trenirajo. Mislim pa tudi, da je velika zahvala gre tudi vodstvu kluba, ki nam dansko to sezono nudi odlične pogoje za delo in mislim, da smo te pogoje letos zelo dobro izkoristili. Priložnost, da izenačijo dosežek pionirk, bodo ta konec tedna v Beogradu imele tudi kadetinje celjskega kluba, ki bodo na četrtfinalnem turnirju kadetske vaba lige lovile uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. Mi smo se dansko skozi redni del zelo dobro borili, doživeli samo en poraz, verjetno za favoritom lige, z ekipo Trešnjevke. Mislim, da smo si dansko s tem rezultatom omogočili mogoče malo lažjega nasprotnika, se pravi v četrtfinalu, to je ekipa Banovičev, ampak ne glede na to dansko, mi se z njimi ne ukvarjamo se sami sabo, z našim nekim vlastnim napredkom, ki je to sezono v zadnjih parih mesecih doživel res velik vzpon in vkolikor bomo prikazali igro, kot smo jo prikazali do sedaj, jaz mislim, da nas čaka spet ponovno en lep rezultat tudi za to selekcijo. V mlajših selekcijah celjskega kluba imajo kar nekaj izjemno nadarjenih posameznic, ki bi lahko že v prihodnji sezoni potrkale tudi na vrata članske ekipe. Imamo res kup talentiranih deklet, ki dobivajo letos tudi ogromno priložnosti v članski ekipi in mislim, da jo tudi izjemno dobro izkoriščajo. Verjamem v to, da se bo še katera od mlajših punc priključila, se pravi drugo sezono tem puncam, ampak jaz mislim, da se za našo prihodnost, kar tiče se pravi mlajših selekcij in priključitev v člansko ekipo ni potrebno bati. Kot smo poročali že v naši včerajšnji informativni oddaji, so se v ženskem rokometnem klubu z Dežele odločili za zamenjavo trenerja. Z dosedanjim trenerjem Sebastianom Oblakom so sporazumno prekinili pogodbo. Oblak je člansko ekipo celjskega kluba vodil 2 sezoni in pol in v tem obdobju osvojil 2 tretji mesti v državnem prvenstvu ter 2. in 3. mesto v pokalu Slovenije. Novi trener Celjank Peter Novak je v zadnjem obdobju vodil kadetsko ekipo celjskega kluba. Na svoji trenerski poti pa je bil 8 let trener mlajših selekcij v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Celjska ekipa se trenutno krčevito bori za uvrstitev med najboljše 4 ekipe državnega prvenstva, ki bodo v drugem delu sezone igrali v Ligi za prvaka. Novi trener Celjank bo na celjski klopi debitiral v soboto 2. marca, ko bodo rokometašice z Dežele v lokalnem derbiju gostovale v Žalcu. Jutri bo delno jasno z občasno povečano količino koprenaste oblačnosti. Proti večeru se bo od severa oblačnost zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija. V petek bo na zahodu in v osrednji Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo začel pihati okrepljen severovzhodni veter. V soboto bo precej jasno, še bo pihal severovzhodni, na Primorskem šibka do zmerna burja, bo pa tudi hladneje. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.